V Gornji Radgoni se bo že čez slabih 10 dni začela letošnja sejemska sezona Pomurskega sejma, saj bo od 6. do 8. aprila tam potekal drugi mednarodni sejem sodobne medicine Medikal. Na včerajšnji novinarski konferenci so organizatorji predstavili bogat 3-dnevni sejemski program, ki bo ponudil številne dogodke tako za strokovno kot laično javnost. Kot lansko leto imamo tudi letos državo partnerico, kar je pravzaprav za taki sejem, ki se organizira bolj na novo, zelo velika potrditev njegovega pomena. Lansko leto je bila država partnerica Češka, letos je Velika Britanija. In sicer že prvi dan, na dan otvoritve, bo Velika Britanija pripravila pravzaprav za nas neobičajni dogodek, katerega bomo sestavili skupaj z dogodkom svečane otvoritve samega sejma, in sicer poslovni zajtrk, ki bo namenjen predvsem strokovni javnosti, na katerem se bodo potem predstavili britanska podjetja in ponudniki medicinske opreme in farmacije. Seveda ob tem bo pa tudi potekal tudi dogodek svečane otvoritve sejma in tukaj bom kar izpostavila, da je zaenkrat in upam, da tudi definitivno potrjeno s strani Ministrstva za zdravje, da bo sejem odprla Ministrica za zdravje. Med dogodki, namenjenimi strokovni javnosti, je predsednica Združenja Slomed, ki je partner sejma, izpostavila okroglo mizo o novem orodju za ekonomsko učinkovito ponudbo v javnih naročilih. Leta 2014 je Evropska unija sprejela direktivo, ki naj bi vplivala na izbiro ustreznega medicinskega pripomočka na javnem razpisu. In sicer naj bi to ne bil več samo najcenejši medicinski pripomoček, v kar so nas v preteklih letih peljala javna naročila, ampak naj bi bil to ekonomsko najbolj učinkovit medicinski pripomoček. To pomeni medicinski pripomoček, ki na eni strani prinaša največ koristi za uporabnika, bolnika, po drugi strani pa seveda omogoča tudi največje prihranke v proračunu. Evropsko združenje Medtek, katerega člani smo tudi pri Slomedu, je skupaj s partnerjem Boston Consulting Group razvilo orodje, ki naj bi tak izbor na javnem naročilu tudi omogočale in to na čim bolj transparenten način. Za laično javnost, torej za vse, ki skrbijo za svoje zdravje ali zdravje svojih bližnjih, pa načrtujejo pestro 3-dnevno dogajanje tako v halah kot zunanjih prostorih. Predstavljeni bodo pa tudi pripomočki, ki niso namenjeni samo strokovni publiki, ampak tudi končnim uporabnikom. In od tega je res veliko medicinskih pripomočkov za diabetike, prav tako pripomočki za inkontinenčne bolnike, za oskrbo rane, naprave za fizioterapijo in rehabilitacijo, pripomočki za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne, za intimno zdravje, za gibljivost sklepov, skratka res ogromno medicinskih pripomočkov. Razstavljavci bodo predstavili tudi nekatere medicinske inovacije, med njimi bionskega človeka, ter številne novosti, kot so invalidski voziček za popolnoma nepokretne osebe, nov tip pametne hiše, primerne za gibalno ovirane in starejše osebe, dinamične blazine proti preležaninam s programiranim obračanjem bolnika na bok in interaktivni defibrilator, ki zvočno spremlja reševalca pri srčni masaži. Ena izmed novosti v programu pa bo tudi ponudba zdravega, sonaravnega bivanja. Kot je že direktorica omenila, imamo letos novost na sejmu Medikal, in sicer zdravo oziroma sonaravno bivanje, v sklopu katerega se je prijavilo veliko ponudnikov, ki bodo predstavljali na primer naravne gradbene materiale, gradnjo primerne za gibalno ovirane in starejše osebe, pa vse od toplotnih črpalk, sončnih kolektorjev, kotlov za biomaso, bazeni, savne, wellnessi, vse, kaj sodi v zdrav stil življenja.
Zagotovo pa si bo zanimivo ogledati tudi dogajanje na zunanjih površinah sejmišča, saj bo tudi tam pestro. Zanimivost letošnjega sejma, kot je že direktorica omenila, je tudi predstavitev Slovenske vojske. Oni bodo predstavili vojaško zdravstveno enoto, Role 1, tudi z novim reševalnim vozilom se bodo pohvalili. In vsak dan bodo tudi upravljali dinamične predstavitve bojnega reševanja, tako da bomo imeli tudi zunaj številne zanimive dogodke. Tako kot lani bodo lahko obiskovalci brezplačno opravili številne meritve, od krvnega sladkorja, holesterola, tlaka in vitaminsko-mineralnega statusa v telesu do gleženjskega indeksa, očesne dioptrije in očesnega pritiska ter mineralne kostne gostote. Preverili gibljivost sklepov, mišične moči in ravnotežja, se udeležili katere od delavnic, na primer na temo samopregledovanja dojk, dermatoloških bolezni ali bolezni srca in ožilja, se udeležili zvočne masaže z gongi ali pridobili informacije o številnih, tudi alternativnih vrstah terapij. Da pa bo zgleda res polna zdravja, bomo na sejmu tudi imeli zdravo kuhinjo, kot smo to zdaj že več let navajeni na Agri, v naši Agrini kuhinji, bomo se tukaj osredotočili malo bolj na malo bolj zdravo prehrano, tudi prehrano namenjeno za diabetike. Tukaj bodo kuhali tudi dijaki srednjih gostinskih šol, DOSOR. Ena zanimiva delavnica se pripravlja v organizaciji Centra za zdravje in razvoj Pomurja, in sicer o zdravih sladicah, o sladkorju v prehrani.